Razstava Nikite Kadana nad postavkom Se zrak zgosti v temni oblak se ukvarja predvsem s stanjem antikomunizma. Antikomunizem oziroma postkomunizem kot nek politično-ekonomski kontekst, ki ga živimo danes vsi, in kot neko stanje duha, skoraj da bi rekli kot neko metafizično stanje duha, ki ga s to razstavo Nikita Kadan skuša secirati, vendar ne prek nekega, kot smo to pogosto pri vizualnih sodobnih umetnostih vajeni, ne prek neke naivne legitimacije socialistične izkušnje, ampak prek neke paralelne kritike. In sicer na eni strani kritike antikomunizma kot ideološkega konstrukta, ki obvladuje današnji čas, in kritike sovjetske izkušnje, ki nekako ta razstava sklepa, nikoli ne uresniči komunističnega ideala, vendar se pač nekako zgubi v opresivni naravi socialističnega vsakdana. Paradigmatsko delo, ki nekako najboljše povzema ta moment, je centralno delo na razstavi, zajetna skulptura Stražni stolp, ki nekako na eklektičen način združuje tri različne elemente, različne celote. Na vrhu imamo neko streho, ki zelo precizno citira neko referenco iz modernistične arhitekture. Vmes imamo neko linearno, precej generično gradbeno strukturo, ki povezuje streho z podlago, se pravi z neko materialno podstatjo, ki je zelenjavni vrt. In sicer zadeve tukaj postajajo precej jasne, in sicer v nekem ironičnem nanašanju na neko zgodovinsko dialektiko, se pravi, imamo neko nadstrukturo, to formalistično streho, ki je nek ideal, od spodaj pa neko materialno podstat, ki naj bi ga ta ideal nekako pognal v neko zgodovinsko dogajanje. Vendar vmesni prostor, ki, to je treba povedati, tudi citira nek gradbeni vzorec, in sicer Stražni stolp iz Moskovskega muzeja Gulaga, nekako se referira na nek trenutek prekinitve med tem idealom in neko materialno podstatjo, se pravi do nekega stika, do katerega nikoli ne pride. Se pravi, nek komunistični ideal, ki se v resnici nikoli ne uresniči, vendar se razbline v nek, kot sem rekel, opresivni socialistični vsakdan. Ta socialistični vsakdan kot odlično povzema še ena skulptura, in sicer svetlobna skulptura Skupno, pač je nekaj, ker umanjka emancipatorni politični moment, ki ga ta sistem obljublja. Je nek sivi vsakdan, je nek vsakdan, v kateremu državljani pač preživljajo samo z drobnimi akti vsakdanjega oportunizma. Svetlobni objekt kljub zelo formalističnem, estetskem videzu pač predstavlja nek skorajda najdeni objekt. To so namreč bile neonske lučke, ki so osvetljevale javne prostore v času socializma, stopnišča, dvigala, ki so jih morali prebarvati, da bi jih na nek način uničili in zavarovali pred krajo. Spomeniki, njihovo preteklost in sedanjost je nek vizualni element, ki v nekem zelo eklektičnem, nenavadnem križanju s pravoslavno ikonografijo obvladuje pač celotno razstavo in pač ponuja nek vseobsegajoč vizualni imaginarij. Delo Stolpniki
je nekako najbolj prominentno v tej smeri in nekako združuje prazne podstavke, kjer so nekoč stale podobe komunističnih veljakov in ki so bile uničene na letu ikonoklazma po letu 90. Te prazne podstavke zdaj naseljujejo v Nikitinem delu stolpniki podobe pravoslavnih menihov oziroma zgodnjih krščanskih menikov, stilitov iz časa od nekje 5. do 10. stoletja, ki so bili povsem razširjeni na krščanskem vzhodu, ki so dobesedno svoje asketsko življenje živeli na način, da so se odpovedali vsemu, povzpeli na dobesedno stolpe, pač enostavne strukture, ki so jim prinašali hrano in so cela desetletja preživljali v nepremični molitvi na teh stolpih. Se pravi, neka ekstremna asketska meniška sekta, ki zdaj nekako naseljuje podstavke, kjer so nas nekoč gledali praočetje komunizma in nas nekako spominjali na to emancipatorno obljubo svojega političnega projekta. Ta združitev kljub nenavadnosti v tej vizualni izpeljavi izpade nekako zelo nenavadno, nelagodno posrečena. Pravzaprav ti stolpniki kot da pašejo na teh praznih podstavkih. In ta poteza ne namiguje samo na duh iracionalnosti političnega projekta, ki ga obvladuje etnonacionalizem in nenazadnje legitimira cerkev v celem področju bivšega vzhodnega bloka in bivše Jugoslavije. To bi bila nekako preenostavna razlaga, čeprav je tudi prisotna. Vendar pač gre za nek duh iracionalizma, ki v manjku dosledne refleksije začne obvladovati vsak politični projekt. Pa tudi tako imamo kot z dogmatskim krščanstvom opravke tudi marsikdaj tudi z dogmatskimi marksizmi in podobnim. Se pravi, moment iracionalnega, ki začne prevevati vsak politični projekt in mu lahko poda neko mračnjaško noto. V nadaljevanju razstava vsebuje serijo risb z naslovom Temni zrak, kjer umetnik posega, intervenira z ogljem na printe oziroma natise oziroma podobe vzete iz različnih virov iz časa socializma, predvsem iz Sovjetske zveze in Poljske, neko promocijsko gradivo, ki vsebuje pač neke momente zmagoslavja paradigme socializma, se pravi nanašajoč se na šolstvo, arhitekturo, umetnost in kulturo. V te podobe intervenira Nikita ali na tej abstrakten način s razširjanjem nekega črnega oblaka, neke črne sence, ki zameglijo pogled na obljubo socialistične blaginje in emancipacije, hkrati pa zelo subverzivno v njih vnaša različne citate z pravoslavnih ikon, različne hudičke in ostale bitja tega srednjeveškega imaginarija. Se pravi, ta srednjeveški imaginarij vzporedno z neko obljubo emancipacije obvladuje ta projekt in nekako razlaga oziroma napeljuje na neke razloge, zakaj je pač ta projekt tako neslavno propadel. Če bi lahko strnili to razstavo in neko rdečo nit njenega branja, bi lahko rekli, da se pri tej razstavi predmodernega, modernega in postmodernega ne da brati v nekem kronološkem zaporedju. Se pravi, to so momenti, ki v različnih odstotkih obvladujejo skoraj vsako posamezno obdobje
stvar refleksije in kritične distance do vsakega obdobja je pravzaprav stvar neke odločitve, koliko bomo pustili, da moment predmodernega oziroma racionalnega obvlada oziroma premaga neko moderno emancipatorno dimenzijo kakšnega koli politično-družbenega projekta.